14 let je vaša stranka na političnem prizorišču, v parlamentu vas še doslej ni bilo. Ankete vam vedno kažejo bolje, kot se potem izkaže rezultat na volitvah. Kje se po vašem mnenju izgubijo ti glasovi? Predvsem je bil problem v preteklih letih to tako imenovano taktično glasovanje. Torej, ko se ljudi na nek način poskuša prestrašiti, naj ne volijo za nas, ker naj nam ne bi uspelo. Torej, v konkretnem primeru moram res izpostaviti, da tokrat nam kaže najboljše, kar nam je kadarkoli kazalo. Kako pa odgovarjate na očitke tistih, ki pravijo, da kandidirate pravzaprav za to, da dosežete tisti odstotek podpore in potem dobite tudi financiranje iz proračuna? Preprosto moramo se zavedati, da pirati menjamo generacije. Torej, jaz sem že 4. predsednik, ekipe se menjajo, vedno pridemo novi ljudje, smo izvoljeni strani članstva, smo članska organizacija in vedno vsaka nova ekipa poskuša nekaj doseči. Jaz bi tukaj recimo izpostavil to, da je meni uspelo priti v mestni svet v Ljubljani in zdaj končno gradimo neko lokalno zgodbo in iz tu črpamo neko novo moč, nek nov zagon. Drži pa tudi, da ste v bistvu profesionalno zaposleni kot predsednik stranke, drži? Ne drži. Zaposlen, se pravi, je sekretar stranke. Aha, vi pa niste? Ja, ne. Zaposleni na stranki. Torej, bili ste tudi na kosilu pri predsedniku vlade in dejali, da boste sami šli na volitve, torej niste razmišljali o tem, da bi se povezali še s kom, ampak če bi se povezali s kom, bi se, kdo vam je najbližje? Težko reči, zato ker mi želimo zgraditi neko politično alternativo, ki ni samo spin-off nečesa, kar smo v preteklosti že videli. In trenutno v slovenskem političnem okolju težko najdemo neko stranko, ki bi seveda delila čisto vse vrednote skupaj z nami. In res poudarjam to, mi želimo res napisati nekaj novega, da ni celotna politika v tej državi samo nek ping-pong, recimo med LDS-om in njenimi reinterpretacijami in na drugi strani SDS-om. Ampak, če bi šli na volitve, verjetno vaš cilj je priti na volitve, priti v parlament in potem morda tudi vstopiti v vlado. Katera vlada bi vam bila bliže? Ja, mi si želimo vstopiti v vlado, ki bi nam omogočila, da izpolnimo del našega programa in ko gledate naša stališča, seveda smo bliže neki levi opciji. Je kakšna stranka ali kakšna stranka, s katerimi se zagotovo ne vidite v koaliciji? Ja, torej vedno moramo gledati, ali določene stranke sledijo svojim vrednotam in naj tu seveda jasno in glasno povem, da z strankami, katerih predsedniki so obtoženi koruptivnih ravnanj, a pa niso želeli odstopiti v ključnih trenutkih, niso zavarovali, na primer, institucije predsednika vlade, absolutno ne nameravamo sodelovati. Torej, jih je kar nekaj. Bi vi odstopili vedno, ko bi KPK ugotovila kršitev zakona o integriteti ne glede na težo prekrška? Absolutno. Torej, pirati verjamemo, da je treba zavarovati institucijo in zaupanje v njo. Torej, ti kot oseba lahko zase trdiš, da si nedolžen, dokler te Evropsko sodišče ne spozna za krivega ali nedolžnega in to vlečeš 10 let, ampak vemo, da v tej državi sodni postopki, posebej za korupcijo, trajajo absolutno predolgo in ne moremo si tega privoščiti. Iz mandata v mandat se bolj in bolj spodkopava neka temeljna načela in neko zaupanje v temeljne institucije v tej državi. KPK bi ukinili ali ne? Ne. KPK je treba opolnomočiti. KPK je treba spremeniti iz brezzobega tigra, kar je danes, treba mu je dati dodatno pooblastilo, da to postane urad, ki zna in zmore preganjati korupcijo, kot je v številnih drugih tujih državah. Ta teden je mestni svet Mestne občine Ljubljana z dnevnega reda umaknil vaš predlog. Mestni svet ste pozvali naj obsodi in se ogradi od potencialno koruptivnih ravnanj vodstva občine. Kako boste ukrepali? Torej, mi bomo to točko vlagali še naprej, dokler ne bo sprejeta. Torej, zdaj so nam jo z nekim cenenim pravnim manevrom izrinili dol iz dnevnega reda, ampak bomo vztrajali, če je treba, tudi s pravnimi postopki.
Vašega programa za letošnje volitve še ni na voljo. Tako, potrjuje ga še naše članstvo. To je postopek, ki Program zahteva iz leta demokratičnost. 2022 je na voljo. Zapisali ste, poskrbeli bomo za zamenjavo vseh politično nastavljenih kadrov znotraj policije. Kako boste to izpeljali, ne da bi politično posegli v avtonomijo policije? Torej, v našem programu smo predlagali, da naj se oblikuje nek svet, torej, da ni minister za notranje zadeve tisti, ki neposredno imenuje vodstvo policije, ampak da se oblikuje nek svet, sestavljen tudi iz delavcev, zaposlenih v policiji, ki bi o tem soodločal. Torej, da umaknemo pristojnost ministra, se pravi, vsakič, ko se minister zamenja, pripelje sabo tudi vodilne kadre v policijo in to se nam zdi škodljivo. Kritične ste do Šutarjeve zakona, dejali ste, da je odprl vrata v avtoritarnost in zlorabo policije. Bi ga odpravili oziroma kako bi se lotili tega vprašanja? Treba je se vrniti korak nazaj in ta pooblastila, torej naprimer za vdiranje ljudem v stanovanja. Jaz sem prepričan, da je to pooblastilo dejansko neustavno. Samo še nismo prišli do točke, ko bi Ustavno sodišče to izreklo. In je treba vrniti te res sporne člene, torej razglašanje teh varnostno tveganih con in tam izvajanje množičnega nadzora nad vsemi mimoidočimi. Če gledamo na primer v Ljubljani, ni bila razglašena samo Metelkova, ampak dejansko celoten pas okoli Masarykov. To je ena izmed najbolj prometno obremenjenih cest v državi in zdaj mi tam lahko izvajamo nadzor nad tablicami. Bi zakon vi odpravili ali samo spremenili? Spremeniti je treba. Predlagam, da si vzamemo čas za hitra vprašanja. Prosim za vaše odgovore, da ne, morda še za kratek dostavek, ampak res bolj se nagibam, kdaj ali ne. Ali bi omejili dostop mladim do družbenih omrežij? Ne. Podpirate gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško? Absolutno. Bi podprli pridružitev Slovenije odboru za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik? Ne. Bi se sestali z ruskim predsednikom Putinom? Ne. Ste za obvezno služenje vojaškega roka? Ne. To je bil naš del s hitrimi vprašanji. Še iz vašega pravzaprav napovedanega programa za letošnje leto me zanima, kako boste izpeljali obdavčitev nepremičnin, ki jo napovedujete? Torej, prijatelji se zavzemamo, da se prepreči to kopičenje nepremičnin za investicije. Torej, trenutno po zadnjih podatkih naj bi človek z največ stanovanji jih imel v lasti več kot 600. Nekaj let nazaj je bila ta številka samo 60. Torej, strmo narašča to neko kopičenje stanovanjskih nepremičnin in to je tisto, kar moramo ustaviti. Torej, več kot 2? Ja, ampak res počasi progresivno. Se pravi, ko pridemo do takšnih številk, katere sem prej omenjal, mora ta višina seveda biti višja. Omenjate tudi brezplačne vrtce. Za koga? Za vse? Ja. Iz kod boste jemali denar? Torej, še več izdatkov iz javne blagajne? Ne, torej mi smo prepričani, da trenutno, kakor izgleda državni proračun, je denarja dovolj, samo ne porablja se ga za prave namene. Torej vsaj na našem lokalnem nivoju, recimo, kjer sam delujem, vidimo, da recimo Mestna občina Ljubljana si absolutno lahko privošči to, ampak tega ne želi. Raje gradi, naprimer, stadione vredne več kot 100 milijonov evrov. Dejali ste, državnega denarja je dovolj, sicer ste omenili lokalni primer, ampak vendarle, ko govorimo... Vrtci so lokalna stvar. Ampak ko govorimo o državnem denarju, kje bi sicer vi jemali, pravite, da je državnega denarja dovolj, sicer? Ne samo za vrtce, ne govorimo o vrtcih. Vprašali ste me za vrtce, da sem govoril za vrtce, ampak sicer pa smo prepričani, da je treba razbremeniti plače in obdavčiti premoženje. Torej, premalo obdavčujemo premoženje in tam se recimo da nabrati več. Samo še zadnje vprašanje. V vašem programu piše, zavzemamo se za učinkovito in pravično davčno politiko. To je program iz leta 2022. Pa me zanima, ali obstaja stranka, ki se zavzema za neučinkovito in nepravično davčno politiko? Ja, mislim, da jih gledamo že zadnja 4 leta in več v parlamentu.